Dobro jutro, dober dan ali dober večer. Zadnjič v sezoni samo povem, da res ni pomembno, kdaj to poslušate. Zelo pomembno je, kaj poslušate, zato čestitke za odločitev, to je odbita, dobita. Midva sva Anže in Maruša. Midve sva Ana in Maruša. In midve Katja in Maruša. Hvala vsem vam in vsem vam za sporočila podpore, kritike, telefonske klice zjutraj ob 8. Košček odbite namreč predvajan v jutranjem programu Vala 202. Hvala za pozornost in seveda hvala ekipi. Vesela, da vas imam in da vas imam danes na kupu. Kako ste? Izjemno. Nikoli boljš. Ej, a je to odbita? 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 Ja, odbita, dobita. Ful sem se naučil. Gužva kar hitre mine. Pa gosti so pametni. Kul je. Smešni so. Lušni so. Gremo na delo, vsi vemo, kaj sledi. Maruša, Anže, Ana in Katja v 4 aktualnih temah, kot ponavadi doslej, ali bolje razmišljanja na 4 odbite teme. Začnemo mogoče z najbolj aktualnim, s tem hajpom, ki ne potihne, ali pa s tem mehurčkom, ki ga čakamo, da poči. ChatGPT ali Gemini ali Claude ali tisti, ki je vam najljubši, zdaj ne bo več samo odgovarjal na vprašanja, ampak lahko postane veliko več. Naj bi postal tvoj osebni digitalni asistent. Katja, to je tvoja tema. Začeli smo že enkrat zadnjič to temo, ko smo imeli Živo Gornik in smo govorili o spolnosti, tehnologiji in teledildoniki. Ana Jurc se smeje. Priporočam. Ja. No in takrat mi je bil zanimiv ta podatek, da pač ko ljudje iščejo partnerje, recimo na Tinderju, da smo pač to kleni, nočemo izgubljati časa, da obstajajo torej neki AI agenti, ki namesto nas iščejo partnerje, ne, in dajo en izbor. To je samo en droben delček tega. AI agenti oziroma osebni AI asistenti so, tako kot si rekla, ena vroča tema zdaj, naslednji velik korak po chatbotih. Vsa večja podjetja trenutno vlagajo tudi v te agente. V bistvu gre za sistem, ki lahko samostojno izvaja naloge, torej zdaj področja so vsa, od znanosti do IT-ja, marketinga, kar bomo rekli, mogoče je za nas ali pa tako za smrtnike, ne, so zanimiva ta, ne, rezervacija potovanj, urejanje financ, brskanje po spletu, obljubljajo, da ne bi imeli manj stresa, več časa, bolj organizirano življenje. Veliko vprašanj. Jaz imam 1-2 primera. To je vedno boljše, kar. Ne, ker res, ko v to padeš noter, prav ni konca. Mislim, v to temo in je tako, imam deljeno mnenje, zdaj me tudi mogoče pol vaše mnenje zanima. Skratka, komu zaupa dostop do e-pošte, bančnega računa, kupovanja, nakupov, ne. Volk je celo objavil eno novico o Shopify, ne. To je ena globalna platforma za e-trgovino, ki omogoča posameznikom in podjetjem, da brez predznanja programiranja vzpostavijo in upravljajo svojo spletno stran. Victoria Beckham recimo ima tam svojo spletno stran gor, ne. In ta Shopify je predstavil standardiziran protokol, ki ga razvil skupaj z Googlom. In kaj to zdaj pomeni, ne? Zdaj smo že vsi ugotovili, ko recimo gremo v brskalnik, da že gor ti vrže AI predlogo odgovora, prijem sploh mi iščemo zadetke. Namen je, da bi mi ostali v temu klepetalniku. In recimo bi jaz rekla, najdi mi tekaške copate za 120 evrov, rečem Geminiju. On bo sam poiskal, ne več tako, kot zdaj, recimo kako Ana zdaj kupuje. Tekaške čevlje nikakor. ali pa obleke, ne. Kako zdaj, tipkamo, ne. Ja. Pa imaš pol odprtih 6 oken. Še sam narediš delo. Sam narediš delo, primerjaš cene in tako. In zdaj bo on to vse namesto tebe naredil, ne. In ti bo dal potem 2 do 3 opcije in boš izvedel nakup v Geminiju. Torej že kar znotraj platforme, torej vse bo tam ostalo. Shopify, ker je toliko decentraliziran, mogoče celo ima nek vzgib, da bi se to šel, ne. Amazon je bil pa že nervozen, ne, ko se je začelo to dogajati. Ja, ker spremeni to sceno. Ne? Ja, unič poslovne modele, ne, pač, ker potem največ pomembno, da ti plačaš za svoj, če ti prodajaš nekaj. Vse. Ja, to je že itak šlo, ampak tudi sem tako, ne, zakaj bi recimo Uber ali pa Amazon dovolil robotu, da šari po njihovih spletnih straneh pa aplikacijah, ne,
če je 3/4 poslovnega modela, ne, poglej, ta avto je večji, daj še 3 evre in boš ne. Če bo šlo vse na to racionalizacijo, tako da jaz mislim, da ta bitka bo zelo zanimiva in tukaj to mal pade, ta hype, ne, ki ga pol prodaja, kako bo on to vse naredil, ne. Bo zanimivo bo videti, no, koliko podjetij bo pustilo, da roboti njihove storitve kupujejo. Ali bodo mogli, a veš, se ne vem, kako bodo to prisiljeni. To je pa ampak tukaj je pa ta naslednja plat, ki nas tepe zdaj že zadnjih 15 let, je pa to, ker imamo samo 2 platformi. Ena je pač od Googla, ena je od Apple, govorim na telefonih, računalnik je po nesreči zraven, glede na količino naprav, a veš, kaj so na svetu, je računalnik zato že tako nekaj, kar bi bilo za UNESCO, za dediščino počas. Ampak sta pa tam 2 platforme, ne, zdaj ta tema meni zato zanimiva, ker to bom tudi zdaj imel tehnični, ker je Apple imel prejšnji teden dogodek, kjer je predstavil pa Siri AI, ne, ki bo tudi znala, ampak bo zaenkrat imela recimo dostop samo do Applovih aplikacij, gradijo pa neko infrastrukturo, da bi lahko tudi, ne vem, tretje aplikacije, recimo Uber ali pa Instagram, pustile, da bi pustile Siri AI dostop do stvari, ki so pri njih, in je to spet, ne, kdo točno se bo za to odločil, ker se mi zdi, da je preveč poslovnih modelov je nastavljenih tako, da te hočejo šele v appu, ne, ali pa na njihovi spletni strani prepričati v kaj več. Ne. Če bo pa zdaj samo robot prišel, tako si prej rekla, te kaške superge, 120 in samo to, samo to bo iskal. Ne bo priložnosti, da bi zraven kupil še. Hvala, to sem jaz hotela reči. Na drugi strani pa mi uporabniki, ker Ana, ne, zdaj lahko Ana je lahko šla kupiti neko majico, ampak si tam videla poln drugih stvari še. Mislim, jaz predvsem uživam v tej iluziji, da je pač to, kar kupam, neki izraz moje individualnosti. Tako da pač, če nočem imeti občutka, da kupam točno iste čevlje, ki jih pač algoritem na vrh vrže. Tako da pač hočem se saj pretvarjati, da sem jaz neki, v tem nabiralniškem sistemu izbrskala in mi je to dopaminček naredil. Potovanja, ne? Greš na neko agencijo, na več agencij, primerjaš, kam peljejo turiste, če sem jaz kaj bolj inovativno od tistih njihovih, ne. In hočem reči, da mogoče si pa lahko neke druge opcije videl kot potrošnik, kot uporabnik in nam bo zdaj to odvzeto. Skratka, tehnologija naj bi nam olajšala življenje, hkrati se nam pa zdi, da nam ga lahko na ta način omejuje. Ne vem. Na nek način, ampak pa še ena stvar je pač OpenAI, ne, ki je bil takrat prvi, ne, ki je pač prišel ven s ChatGPT-jem, dokler ti njega zalagaš s svojimi podatki, ne, je to lahko super, seveda tega ne početi, ker si vse zapomnejo. Ampak je to za njih super. Ne. Težava, ki jo imajo pa oni, ki je pa nimata recimo Apple pa Google, ker imata pač platformo za pač mobilne platforme, je pa pač, da imajo Apple recimo na tvojem telefonu, ne, ali pa če imaš Samsunga z Androidom, na drugi strani Google, imajo pač dejansko vse podatke. Ne. Sprav, Apple vidi v Apple Mail, vidi v Apple koledar, vidi v iMessage in vse ostalo. Ne. In enako je pri Googlu, ne, te ostali, razni antropiki in OpenAI, pa vidijo tisto, kar je prosto dostopno na internetu. Ne. In potem, ko se pogovarjaš o teh agentih, jaz ne vidim neke resne poti za njih naprej. Ne. Razen, če boš ti jim vse dal. Zdaj, potem pa prijemo na tisto, kar sem prej omenil, kako jim boš pa te reči dal. Ne. Zdaj, ali bo Apple pa Google, boste to odprla tudi za druge, ne, za Open... Sej Siri že to v bistvu, veš, ne omejuje, ne. Pa te asistente, ki jih imaš doma za zdaj, veš, da ti da rolete dol, da ti dela neke zadeve, ampak težava je, težava je v tem, da ti, če si ti OpenAI, ali pa dajmo reči naš najljubši, ne AI, Grok. Kdo nima svojega najljubšega? Seveda, ne. Če hočeš slačati odrasle in mladoletne osebe, uporabljaš Glocka. V glavnem... Sorry, medklic, Blaž Tonc je pogledal, ker je počilo v mikrofonih in v slušalkah. Smo rekli Grok. Hočeš samo povedati, da je težava, ki jo imajo ti ostali, pač nimajo teh podatkov. Ne. Apple zaenkrat to omogoča za tiste svoje aplikacije, to odpira za tretje aplikacije, ampak Apple ne bo pustil OpenAI-u podatkov do Applovih aplikacij. Jaz to zelo težko vidim, zaradi tega je tudi recimo Siri AI ne prehaja v EU, ker EU pa točno to zahteva, ne, ker v nekem duhu konkurence pravijo, ne, če boste imeli Siri AI, lahko človek zbere Gemini, lahko zbere Groka, pa bo isto imel ves dostop, ki je na telefonu, ker tam je zlata jama. Ne. So te podatki, ki jih imaš tam, vsi naši pogovori in vse ostalo. Ne. In sploh ne vem, kako bojo oni naprej prišli, ker recimo tudi, ne, to je del te teme, je tudi ta Open Claw, zato najprej ste že slišali,
to so te dejansko AI agenti, ki jih pa gostiš na svojem računalniku in mu lahko rečeš, poglej, tu so vse moja korespondenca, ne, mu daš vse podatke, pa to tvoj računalnik nekako pelje, pa potem sprašuje ChatGPT, ne, da ti pomaga. Pa še nisem slišal nekih ful pozitivnih stvari, a bi vi zaupali neki zadevi, ki na škatlici živi vse svoje message. Meni je samo grozljivo to, da včasih so nam govorili, da moraš reševati križanke, zato da ne boš dementen, ko boš star. Zdaj pa outsourcamo vsako najmanjši gib svojih možganov. Tako. In pač velika, mislim, ni vse, ampak velik del je pa naša osebna odločitev. Da mogoče včasih, ki pa lahko nekaj sam narediš, bi pa morda moral. Ne? Tisto... Ne vem, jaz mislim, da je to bottom line. Mene skrbi tisti del, ko pač po inerciji bo vse AI, ne? Ko recimo zdaj pač jaz še vedno uporabljam Google, ampak zdaj ugotavljam počasi, da ne morem več, ne? Da bo treba, ne vem, DuckDuckGo pa neki, pa potem narediti to odločitev, pa ta prehod. Ampak, Kagi. Niti ne vem, kaj so opcije. Ampak dokler je pa, razumeš, da bom pa prostovoljno, zavedno izročilo vse svoje podatke, zato da mi nekdo splanira, ne vem, katere sadike naj dam na vrt, a se smo čoravi. Mislim, jaz se isto sprašujem, ampak potem ugotavljam, da taki postajamo. Anže, ko sva januarja, torej pred pol leta, gostila Gregorja iz marketinške agencije in se pogovarjala točno o tem, kaj se bo zgodilo z marketingom zaradi ChatGPT-ja, je razlagal o tem, da punce enostavno, najstnice enostavno vtipkajo v GPT, kateri likalnik naj kupim in jim on pač naredi nek izbor. Meni se je to še takrat zdelo popolnoma brez veze, oziroma zdaj pa se mi zdi, da vsak mesec bolj razumem. Vidim, da ljudje to delajo za čisto vsako stvar. Za svoje zdravje, za čisto vsako stvar. Normalno In zato nisem tako pesimistična, da ne bi nakupovali znotraj ChatGPT-ja. Če ga vprašaš za vrtno cev ali pa za sadike paradižnika, katere, kje, kako naj kupiš, da tam ne bi še kliknil kupi, ja pa bo ne. Mislim, da bodo ljudje vseeno kljub ozaveščenosti, kljub vsemu uporabljali, klikali, kljub vsem podatkom in uporabljali. No. Ne vem, ker imamo časa. Veš, če gledaš vame pri teh nakupovalnih primerih, ampak ne, jaz rada brskam, tako da jaz. Ana bo imela še vedno 37 zavihka odprtih. S tim si tega vzeti. Jaz mislim, da je razlika med tem raziskovalnim delom pa potem dejanskim udejstvovanjem v kapitalizmu. Jaz mislim, da se da to ločiti, da lahko vseeno in vprašaš, potem greš pa še na kot včasih rudarji z lastnimi rokami klikati po spletnih straneh. Ne. Ana, pripravljena? Naslednja stvar, zelo podobna, mislim, mogoče nadaljuješ naslednja ti, ker se tudi sprašuješ, kdaj smo na zadnje kakšno muziko, film ali pa knjigo, ali pa Instagram profil, ali pa kavbojke, ali pa zajtrk našli čisto sami, brez priporočilnih algoritmov, brez digitalnih asistentov. Disclaimer, jasno, da ne mislim, da se kakršenkoli okus za popkulturo odvija v nekem vakuumu. Ne? Se je koncev tudi v 90-ih letih. Ali v jami. Ko si bil otrok, ko si poslušal Nirvano, si jo morda zato, ker si imel starejšega brata, ki ti je nakazal, kaj je kul. Jaz sem sentimental value zaradi tebe gledal, tako da, ampak povej naprej. Evo, ampak in to čisto osebno sem ti priporočala. Ampak kar poskušam podčrtati je to, da zdaj, ko gremo na družbena omrežja, kamor gremo potipati, o čem se govori, kaj se gleda, kaj se dela, da absolutno ta občutek, da vsi v nečem govorijo, pač ni avtentičen, ni organski, ampak je to pač večinoma zdaj umetno zgenerirano, ustvarjeno. In lep primer tega je pač brooklynski band Geese, ki je recimo konec lanskega leta, ga ni bilo še nikjer, ali pa takrat enkrat, potem je bil pa kar naenkrat povsod. GQ so rekli najbolj vznemirljiv band v Ameriki, Guardian, novi rešitelji rock'n'rolla in tako naprej. Potem pa je portal Wired razkril, da so najeli neko podjetje za digitalni marketing, Chaotic Good Projects, in da je to podjetje gradilo kampanjo tako za band Geese, kot za pač njenega frontmana Camerona Winterja. In zdaj, oni so na eni strani zagnali cirkus, pa to je psy-op, na drugi strani je pa pač malo bolj umirjeno stališče v smislu, čestitamo, odkrili ste koncept digitalnega marketinga, bravo. Ne? Ampak kar tukaj počnejo je to ni enako kot recimo kupati sledilce na svojih profilih ali pa
sestaviti bote za to, da se usedejo na streaming pa prikazujejo neke številke streaminga, ne? Ker to so pač potem lažne številke. To ni res. To je pa malo bolj zakompliciran, ker tukaj je pa taktika clipping. Torej glasbena založba recimo najame to podjetje za clipping, ki razreže določeno pesem, film v neke take majčkane prebavljive fragmentke in te fragmente na to, ne vem, kolikrat na dan objavijo normalno gledajoči profili in algoritem to zagrabi kot neko organski pojav interesa in to začne šopati resničnim uporabnikom. In zdaj, če te potem nabere dovolj gledanosti, če uporabniki to pograbijo, se potem še naprej širi, tako da to potem na koncu so resnični uporabniki in resnični ljudje, ki so slišali ta bend in mi je ta bend rad všeč, samo kako so prišli do tega benda, ni čist naravno. Ne? Ta dilema, kakšna je res razlika med before times, ne? Se pravi, ko ni bilo interneta, ko se je založba odločila, da bo malo... Ja, seveda. Ampak tebe iskreno te sprašujem, a misliš, da je neka razlika, ker jaz mislim, da eno tenzijo, kle prepoznam, sem si jo ne upam reči, ker premalo vem o teh popkulturnih zadevah, ampak kje ti padeš tukaj na lestvici? A si bolj na temu, da je to tako, kot je bilo, samo nove tehnologije se uporabljajo, ali je tukaj bolj? Ne, jaz sem vedno na strani ludizma, to je grozno, jaz sem proti. To je moja default statistik. Mislim, Devils, tukaj argument bi bilo, da to je samo potisne določeno glasbo, zdaj recimo govorimo o glasbi, do ljudem, ki bi bila pravzaprav jim že itak všeč, jim je samo to pomaga odkriti. Ampak jaz mislim, da so pač neki, se kar naenkrat zdaj tukaj v igro vključijo neki nevidni agenti, tržniki in ne vem, potem seveda posledično politični operativci, če gledamo, ne, se ne govorimo samo o glasbi. In so to neke kampanje za vpliv, ki v bistvu delujejo, najbolj delujejo, če ne vemo zanje, ne, če se ne jih zavedamo tako eksplicitno. Tako da pač plus čutim pa razliko, to je pa mogoče zelo hipokritsko od mene, da pač me to manj moti, recimo pri Justinu Bieberju ali pa pri Ariani Grande, kot pri nekem bendu, ki se izrazito šlepa na brooklynski indie imidž. Razumeš, beseda indie je tukaj popolnoma zgubila v kakršenkoli pomen in pač ni prav mogoče, da jih z drugačnimi vatli merimo, ampak cela vaša stvar je, kako ste. Ampak enim digitalni marketing bolj paše kot drugim. Jaz bi tukaj bila malo v smeri Anžeta, ker malo sem pa bila v tej glasbi, no. In bi sam tako vprašala, kaj je razlika, ko je bil včasih en no-name glasbenik, pa tudi lahko je bil slab glasbenik pri eni zelo veliki založbi. Recimo govorimo 20 let nazaj. In ta zelo velika založba je imela zelo velik denarja in lahko oglaševala tega izvajalca v reviji takrat. Bravo. Revija Bravo, ja. Hvala. In Bravo in Revija Bravo. Če kdo ne ve, kaj je to bilo, ampak ne, jumbo plakati, pol kasneje so prišli karkoli. Veš, v čem čutim razliko? V tem, da mi je bilo tam zelo jasno, kaj je marketing, kaj je oglaševanje, kaj mi prodajajo. Hočem povedati, da en manjši glasbenik bi bil lahko boljši, ni imel možnosti in so potem si sam hodil po noč z lepilom in si pač lepo plakate po mestu. Ja, ampak se zdaj tudi nimaš možnosti, zato ker je pač postal zdaj pogoj imeti to clipping agencijo, se pravi, v bistvu... Zdaj imaš možnosti veliko večje in veliko izvajalcev, zdaj, ki so zaradi TikToka ratali. Lik zaradi tega, ker so doma igrali kitarco ali nekaj in so jih ljudje dejansko opazili. Mislim, da je zelo idealistično zdaj misliti v omrežjih, ki jih imamo ta hip, da ti lahko doma igraš svojo kitarco in se boš zares prebil. Ampak obstajajo primeri in se. Jaz mislim, da... To je ta tenzija, se mi zdi, ki se potem zgodi. Ker na eni strani je ta demokratizacija, ki je internet prinesel. Ne? Jaz mislim, da ni več demokracije. No, jaz mislim, da je to ta Gauss, ne? Potem pa kje se najdeš, ne? Ker jaz tudi mislim, da ne moreš pa izuzeti tega, kar delajo pač ta družbena omrežja. Družbena omrežja govorim prav o podjetjih, ki jih imajo. Ne kaj ljudje tam gor počnejo, ne? Ampak tako, ko obstajajo zgodbe, ki en je brenkal, pa mu je uspelo, ne obstaja tudi zgodbe, en, ki je brenkal, pa mu je uspelo, pa je pa tam nekdo na TikToku gumb obrnil, pa je izginil ta človek, ne. Če pa ni, pa potem rabi podporo takih agencij. Jaz mislim, da je zgodba o anonimnežu, ko je brenkal in mu je uspelo, da je zelo romantična in mislim, da je počas, da je to zgodba iz prve dobe družbenih omrežij, ki je zdaj počas konc. Se strinjam, to je še ena stvar, ki jo potem marketing nekako pač, ki je pogruntal, kako vse skupaj, kako že Američani, kako se klobasa dela. Ja, in tudi, ni samo tudi recimo exposure, da priješ do te muzike, ampak je usporedno s tem se tudi ustvarja mnenje. Recimo, ne, pač vsi smo zdaj, ne vem vsi, evo spet rečem vsi, zato ker sem dobila ta vtis na družbenih omrežjih, smo gledali serijo Euforija. In pač v Ameriki je bila v nedeljo zvečer, to pomeni, da ko si ti v ponedeljek zjutraj vstal,
je bilo ne samo, da so bili že pač prvi odzivi čistko, ojoj, kaj se je zgodilo, ampak že pač zelo izdelana mnenja v smislu, to je bila pa najslabši izdelek do zdaj, ali pa zdaj se je pa končno obrnil, pa je postal dober. In to se zapre v nek echo chamber in se samo to mnenje replicira in postane pač zelo monolitno. Ampak to debato smo imeli, ko smo bili v cukrarni in sem ti jaz takrat rekla, ko ti pišeš filmsko recenzijo, in sem rekla, da ti v bistvu s tem oblikuješ mnenje javnosti. In pa si rekla, kdo pa bere recenzije, in že rekel, jaz vedno tvoje recenzije preberem. Pa danes mi je spet dal nek kompliment. No, ampak hočem reči, Dober film. lahko jaz preberem od Štefančiča review, pa preberem tvojega in grem potem pogledat film in kaj je razlika. Jaz potem na podlagi vajinih mnenj dobim eno mnenje, pa moje mnenje lahko tretje, lahko da se z nobenim reviewjem od vaju ne strinjam. Ampak grem s podobnim mindsetom gledati ta film. Ker jaz pa recimo v tem kontekstu razmišljam tudi o vlogi novinarjev, recimo, ker sem jaz, ko se je končala serija Euforija, sem pač resno razmišljala o tem, a moram zdaj napisati članek o tem, zato ker sem In jaz sem ga čakala. Vem, ker sem imela zelo močen občutek, da je pač to stvar, kulturni utrip zdaj, ampak potem sem sama prišla do zaključka, a mislim, da je to umetniško, vrednostno, vsebinsko, idejno, na kakršenkoli pomembna stvar za kulturo, ne, ni, in mislim, da je to umetno generirano zanimanje in to se vidi zdaj, ker pač en mesec pozneje nikogar več ne zanima. No, ko bi pa dala v ceno. -2, grozen. Kar hočem reči je to, da tudi novinarji moramo paziti, da mogoče ne nasedemo temu hajpu, da je nekaj pomembno, ne? Tako kot recimo, se ne, da nismo mi krivi, ampak recimo Clavicular, slišimo vsi, da je pomemben, potem pa dobi profil v New York Timesu, ja, potem je pa objektivno pomemben, ker je oseba, ki ga je profiliral New York Times. Ne? Enkrat je Andrej Karolič, lahko sem še to glasbeni urednik na Valu 202, ne, mi je recimo rekel, Prvi slišim. Bom ti povedala pol po snemanju, kakšno težavo imajo lahko glasbeni uredniki, ker se lahko ujamejo v past, ker pač to oni raziskujejo in iščejo in jih algoritmi zaznajo in jim potem servirajo neki, in je rekel, da se more on pač namensko zavedati in stran to dati in iskati svoje kanale, ker se hitro ujameš v to past točno tega, kar si zdaj rekel. Točno je v tem, to, o čemer govorimo. V družabnih omrežjih sta pa mislim, da 2 sile. Eno je tako, ne, ali pa 3 sile. Ena je ta res taka, človek je brenka, pa probava. Potem ta druga je, človek je brenka in ima toliko denarja, da mu je nekdo plačal agencijo, ki to dela, ne. Ampak vse to pa prežema, kaj točno, kakšne gumbe obrača na unem državnem omrežju. Veš, kaj se na Instagramu nekdo odločil, kaj se na TikToku odločil. In se mi zdi, da v vseh teh debatah jaz sem pravim, da se na to ne sme pozabiti. Ekonomija pozornosti je izraz. To ja, ampak dejansko o odgovornih ljudeh v teh podjetjih, jaz o tem govorim, da se te ljudi včasih kar pozabi, kot da TikTok samo znikne in tisti algoritem samo znikne, a ne, ker ta debata, če je na tem nivoju, se lahko pogovarjaš, ne, ta je imel agencijo, un je sam ratov, a ne, ker da so to neka pravila igre, ko so konstantna, ki bi jih človek lahko prepoznal, ki so fair, ne, hkrati pa, veš, tam nekdo sedi, TikTok se je vmes prodal, Instagram ima vsake 2 meseca novo strategijo, kako bojo več. Ampak tudi, če imamo vse to v mislih, imamo problem. In tudi, če smo novinari, kot pravi Ana, imamo problem. Ker potem sem pa samo človek in na vse to samo za hip pozabim, ker me bombardirajo s tem hajpom od povsod. In v ponedeljek zjutraj vem, da je Euforija spet najslabša stvar na svetu in ponedeljek zvečer jo gledam. Evo, priznam. In ugotovim, da je slabo in da mi ni najbolj všeč, ampak bom pa zdržala do konca sezone. To je pa ločen fenomen hate watch. Ja. To je za epizodo. To si kar napišta za temo. Gremo naprej. Čisto k drugi temi, Anže, tvoj oranžen iPhone 17 Pro je nov, ampak sprašujem te, če ga boš imel naslednjih 10 let, ker praviš, da veliko več kot včasih razmišljaš o trajnosti elektronskih naprav. Pred meseci sva to temo odpirala, ker so nas v to prisilile cene, v razmišljanje o trajnosti. Takrat smo rekli, da je pomnilnik dražji zaradi umetne inteligence, zaradi pomnilnika, ki je v vseh naših elektronskih napravah, pa je dražje vse. To še vedno velja, mimogrede, ali so cene padle? Absolutno še vedno velja. Ne. Všeč mi je, ker si uporablja besedo prisilili, ne, da razmišljamo o teh stvareh. 15 let že to tehnologijo in pišem in govorim in vse stalo, pa se res trudim ne imeti nekih teh napovedi, kaj bo, ali pa nekih nasvetov glede na... Nehvaležnost. Vedno je to nehvaležno, ne.
Ampak tukaj je bilo pa zdaj že toliko signalov, že od tiste odbite, ko smo o tem govorili, že toliko signalov, pa toliko stvari se je zgodilo, da jaz mislim, da res prihajamo v eno obdobje, kjer bojo cene elektronike, zdaj, od telefona, računalnika, avtomobilov, karkoli ima, pač nek čip noter, vse je šlo v nebo. In to je res neka prisila, da bo ten človek začne razmišljati, koliko časa bom te reči uporabljal. Ker hkrati smo pa tudi v eni fazi, saj bili do te umetne inteligence, ko so naprave res lahko dlje časa zdržale. Zdaj pa s tem pomnilnikom je pa tudi te naprave, ki jih uporabljamo za umetno inteligenco, na kakršen koli način tudi rabijo pomnilnik, ne samo te datacentri, kjer te ChatGPT in Gemini računajo. In to je zdaj to moje opozorilo, zato ker vsi tukaj sedimo. Pač jaz mislim, da se res, če hočete menjati računalnik, dejte ga čim prej. To si zdaj celo upam reči, to po mojem prvič življenju take reči govorim, ampak je bilo res toliko enih stvari. Tisto, kar me je najbolj presekalo, bom čisto povedal, zakaj tako razmišljam, zato sem hotel tudi o tem danes govoriti, ker je imel Apple ta klic z vlagatelji, ker so pač javno podjetje v Ameriki, ker so na borzi in morajo pač neke stvari povedati. In je Tim Cook, ki je bil takrat še šef Apple, zdaj kmalu ne bo več, je prvič rekel, da tudi oni pričakujejo, da bojo morda, tako tak nek citat je, ki se ga ne da sploh prevesti, ker je tak corporate govor, težko ga je, ampak da tudi mogoče pričakuje kakšne prilagoditve. Ja, tako je. Ja, oni zelo uporabljajo headwinds, neka besedna zveza, nek veter od spredaj v jadra, ki ti ne omogoča, da greš naprej. Pogumnemu raziskovalcu. Ja, ampak tudi on je rekel, pa še enkrat, Apple je tisto edino podjetje, ki res vnaprej zakupuje kapacitete tovarn za pomnilnik, za čipe, za vse ostalo, pa je tudi on omenil, da morda pa tokrat ne bo šlo skozi. Že prej je bilo treba to resno imeti, zdaj sem pa jaz začel res. In zdaj upam, da nimam prav, upam, da bo kdo zdaj zapravil za kakšen računalnik v telefon in bo potem jezen name, ko bojo cene padle, ko bo mehurček počel. Ampak jaz res mislim, da gremo v en tak čuden obdobje, kjer bo pomnilnika enostavno premalo, ker ga samo 3 podjetja delajo, vsi ga potrebujejo in se bo to začelo poznati pač konkretno na ceni in čisto na dobavljivosti naprav, kar lahko povežem pa s Katino temo, ko so prišli te agenti ven, sploh OpenClaw je pač od Apple arhitektura za čipe je zelo dobrodošla za računanje, se pravi teh large language modelov. Je dobesedno Mac Mini, to je ta njihov najcenejši namizni računalnik. Nekaterih kombinacij pomnilnika pa pač shrambe ne dobiš več, ker so jih vsi začeli kupovati za te svoje personalne agente. In pač Apple enostavno ne more zagotoviti pač novih naprav. Ampak si slišal zdaj, da ne bi Apple z novim sistemom iOS 27 izboljšal delovanje starejših telefonov? To je bo zdaj neka informacija, in da ne bi tudi te iz leta 2019 ta zelo glasni iPhone 11, ki mislim, da je bil ta, ki so v Franciji prepovedali zaradi sevanja. In jaz mislim, da je to pač vzgib je bil pa točno to, ker vejo, kaj prehaja. In druga stvar, ki moraš vedeti, oni so pred 2 leti, ko so še mislili, da bojo že naredili to, oni so temu rekli Apple Intelligence, ne AI, ko so prvič predstavili, to je bilo z iPhone 16, Siri AI, ki je zdaj prišla, navadne 16-tice ne podpira, ker pač rabi več pomnilnika, ga je dovolj na Pro modelih, pa 16, pa na vseh 17, pa karkoli bo 18-tica. Pa, ko so pa predstavili 16-tico, bi rekli, da to je pa telefon iz nule narejen za umetno inteligenco. Jaz ga imam. Ampak Siri, tudi če bi prišla v Evropo, če imaš navadno 16-tico, že odpade. Recimo, jaz si ne znam, veš, te zaloge v trgovinah so še vedno, te stvari vedno tako jenjajo nekaj časa, ampak ko Apple ne more zagotoviti njihovega najcenejšega, ker so ga sicer delali v majhnih količinah, Mac Mini se ne prodaja v primerjavi z iPhone. Veš, iPhone se prodaja, Mac Mini je pa ne da v Excelu, sploh ni za zaokrožiti, toliko imajo se jih proda, ampak je to še vedno kar velika, tako relativna številka. Dobesedno ne morejo zagotoviti nekaterih modelov. Madonna, jaz sem bila do zdaj samo na področju tehnologije, je bilo v bistvu edino, kjer sem se počutila, da sem v redu potrošnik, v smislu, da imam stvar do konca. Jaz ne pravim, da se ne bo dalo imeti, ampak jaz mislim, da je o tem treba res začeti razmišljati. Ne zato, ker bi bil bolj tak ozaveščen, okoljsko ozaveščen potrošnik ali pa da jaz bom pa čim dlje uporabljal, da ne bo to šlo v smeti, pa bo tam obstalo. Ker bo šlo tudi zato, ker se enostavno na eni točki mogoče bo predrago, da boš zamenjal. Pa se tudi vprašamo, kdaj pa menjamo avtomobil? Kdaj kupimo nov avtomobil? Pa avtomobili imajo tudi veliko čipov, ki kaj rabijo čipi, pomnilnik. Če veste. Veste, med COVID-om smo že imeli en ta obdobje, takrat, ko so se pač trgovine ustavile, se spomnite, kako je bilo. Zdaj pa v bistvu te tovarne delajo,
čipe, ne, ta 3 podjetja, ki ga sploh še delajo, ta pomnilnik, ne, pa ni dovolj. Tako da jaz ne vem, kaj se dogaja na svetu, ampak to je bila moja tema, taka pozitivna. A hočeš, da ti eksplodiram glavo, po kakšnem merilu bom jaz brala svoj nov telefon, ki si ga želim in zdaj si me Barva? po influencu. Barva? Ne nujno barva, pač pa vračam se v tiste srečne čase, ko sem bila mlada in sem se počutila kot največja šefica, ker sem imela Motorola Razr. Sem vedela. Roza je bila, Sem vedela. in zdaj hočem ta telefon. Sem videla v zadnjem času 2 na ulici v Ljubljani. Odlično. Mislim, da se mi zdi. Motoroli. Verjetno je v redu fotoaparat, verjetno je noter v redu sistem. Ne bo. Skoraj sem se obrnila za Motorolo. No, tukaj imam pa jaz mnenja. Anže, obupaj. Ker mislim, da ne boš. Jaz bi se rada pohvalila, da sem o trajnosti elektronskih, predvsem mojih Applovih naprav, razmišljala že dolga leta nazaj, ko še ni bilo podražitev pomnilnika. Sicer mogoče z napačnih razlogov, ampak padla sem na to finto Applovo, ki je najboljši na svetu v marketingu, seveda, da so to telefoni, ki zelo dolgo zdržijo, ali pa računalniki, ali pa tablice, in da je to znamka, ki je zelo dobro sprejeta v svetu, zelo uveljavljena. Skratka, če imaš ti doma parkiranega BMW-ja, boš ga vedno prodal, ker BMW bo še čez 30 let tudi zelo ugledna znamka, ki jo bodo vsi želeli voziti. V tem stilu sem razmišljala in vedno telefon zamenjala po 3 letih. Ga čuvala, da ga bo dobil še nekdo drug. No, vedno sem za neko simbolično ceno ta telefon potem prodajala naprej, ker niti enega žal nimam doma za arhiv, ampak čuvam svoje naprave in jih potem dam naprej. Največkrat srednješolcem. Zdaj bom nekaj, to lahko ven vržeš, ker te poznam. Pri prenosnikih pa nisi bila tako preudarna, ne? Ker vedno vzameš osnoven, recimo, prenosnik pri Applu. Res je, kjer ti vsi govorimo, da te na začetku več denarja, če lahko, ker bo dlje časa trajal, pa tega ne držiš. Ne, ker če ga nimaš denarja, pol pač ga nimaš, ne? Ne menjam tudi zato hitreje, ker se pač jaz imam to paralizo potem ob tem, da oh my god, banko imam gor, pa vse to je treba potem. Ne, treba še enkrat. In pač ne. Jaz mislim, da je samo treba temu toliko razmišljati, da če si pa zdajle v neki pač situaciji, kjer imaš pa telefon, veš, koliko sem na začetku rekel, 5 let, ali pa računalnik, jaz imam računalnik 10 let doma, sem ga sam sestavil, ne, pa bi bo zdaj potekla podpora za okna, ne, zdaj je čas, če le imaš možnost, ne čakati, ker bo to si res to, ker napovedujem stvari. Ok, gremo jutro v trgovino. Ne, hočem samo reči, meni je grozno to reči, jaz res mislim, da čez pol leta bo še hujše cene bojo. No. To si zdaj res zelo upam reči, no, pa zelo s težkim srčem, kakršnekoli napoved delam, ampak res ne vem, kam to pelje. No. Še zadnja stvar, poslušalci so seveda vajeni, da zaključimo zelo pozitivno. Zato se in vas na koncu sprašujem, kako lahko na internetu dobro premaga zlo. Tudi v 10. sezoni se ukvarjamo s tem vprašanjem. Jaz sem iskreno obupala in se sprašujem, če naj vztrajam v obupanosti ali naj iščem rešitve. Torej, spletni komentarji so tukaj že tako dolgo, kot je tukaj internet. Vmes smo ugotovili, da je vse mogoče zaradi anonimnosti. Potem smo opazili, da pravila igre narekujejo upravljavci družbenih omrežij, ki nagrajujejo jezne, glasne, vztrajne komentatorje. Potem smo se ukvarjali s posledicami spletnih hejterjev, ki so lahko tudi usodne za žrtve. Potem smo v javnih debatah, na šolah, na konferencah, na Instagramu govorili o nesprejemljivosti nivoja na spletu, ki se pojavlja v komentarjih. In po vsem tem je še vedno slabo, še slabše, najslabše. In sem spet začela razmišljati o tem, k razmišljanju me je pa spodbudila reakcija, ker sem v roku nekaj dni pogledala 2 videa na Instagramu. Oba sta me sicer navdušila, pritegnila toliko, da sem pogledala do konca. Vplivneža David Zupančič in Nika Krmec sta namreč zbrala tisoče všečkov, v komentarjih tudi pisma podpore, zahval, da izpostavljate prave vrednote, da je tega premalo, da se moramo boriti in da lahko vendarle internet naredimo lepši. Seveda se vsi, verjamem, z tem strinjamo. V komentarjih na spletu je preveč nestrpnosti, preveč seksizma, preveč rasizma, žalitev, ogabnega, obupnega obnašanja nasploh. Ampak jaz priznam, da raje več ne gledam toliko interneta, ker sem obupala,
ker se mi zdi, da ne morem zmagati, kot da bi zavzela to držo in večkrat jasno in glasno obsojala žaljive, nestrpne, ne vem, se izpostavljala, ponavljala v nedogled, ker se mi to itak že zdi, da vsakič znova to počnem, tudi v tej oddaji. In se sprašujem, a je sploh možno še kaj narediti, a obupamo, a gremo vsi dol, a nehamo gledati in se pretvarjamo, da to ne obstaja, ker to pa tudi ni rešitev. Mislim, ne gledati sicer v mojo stran za optimistično mnenje, ampak jaz mislim, da bi bilo veliko narediti že imeti neko zavedanje, ker se mi zdi, da včasih mogoče poskrolamo mimo same novice, direkt na komentarje z nekim pričakovanjem, da v bistvu komentarji so pa nek vox populi, nek prerez splošnega mnenja med ljudmi. In mislim, da to ni res, ne? Da pač komentarji so greznica, ampak to ni mogoče nujno, upam, 100% odsev družbe, ker pač, kot smo tudi povedali v temi recimo tega klipinga pa porivanja naprej stvari, pač v zadju so vedno neki interesi, ne? In tako da pač mislim, da brati spletne komentarje, kakor da je zdaj pač nek Jože iz Dupleka se slučajno samo prklopil pa nekaj hotel povedati, da to je mogoče malo naivno. Mene ne gledati, jaz imam ključnik frikatja. Meni so ga dali, tako da. David Zupančič je v videu celo predlagal, kar smo tudi že nekajkrat v prejšnjih letih govorili, da bi mogoče lahko bila rešitev to, da bi dobri komentarji premagali zlobne, glasnejše, grde. Skratka, da vedno, ko se pojavi nekaj nedopustnega, nekaj neprimernega, kot neka vojska, več ljudi hkrati v komentarjih obsoja nedopustno ravnanje in kaj, hekne algoritem. A je to rešitev, da bi premagali zlo, Anže? Ne. Jaz mislim, da je tukaj preveč stvari danih v en koš, kar se mene tiče. Jaz mislim, da vsa interakcija na internetu, zdaj, če govoriš o internetu, če govoriš o družabnih omrežjih, bom to pol povedal, ampak kar se interneta tiče, jaz mislim, da če ti delaš neko skupnost na internetu, tudi če je to na državnem omrežju, ampak gremo reči kjerkoli, je pač ključna moderacija. Te komentarji, ko se pojavi, bi pač bilo treba brisati tisti, ki ima pač nad tem nadzor, Zdaj, če se ti to podjetje, mislim, da tam je bilo eno to podjetje, spletna trgovina, zakaj tam nihče ni vsega tega pobrisal, pač že tako je zelo zanimivo vprašanje, Zdaj, to dobrodušenje, jaz to vedno verjamem, zato ker pač ta človek nima časa tega početi, Hkrati si pa predstavljam, da obstaja tudi kar ne majhna komponenta, da ta človek skrbi za družabno omrežje v nekem podjetju, mu je v interesu, da lahko napiše, da se je to čim večkrat pokazalo. In zdaj, kakšen je res motiv, da greš te reči brisati, tudi če gre za res grozne zadeve, kot so bile v tem primeru. Tako da jaz v teh stvarih se vedno pogovarjamo, potem, ko se te stvari že zgodijo. Nikoli se pa ne pogovarjamo o moderaciji, napreden se zgodijo. Zato je to zelo ločena stvar, kot recimo frikatje, ko se nekdo spravi na nekoga. To je res ločena tema. Ko gre pa za objavo podjetja, če jo že daš gor, je potem treba tudi brisati. Kle tudi mi, zdaj govorimo o Valu 202, smo porazni v tem početju, recimo, ne vem, kako je v ostalih enotah TV Slovenija, smo zelo porazni, ker se mi zdi, da pač kakršnokoli objavljanje na spletu prenese to odgovornost zraven, pač odgovornost moderacije. In če je pač ni, se pač bo pač vedno lahko greznica, je pa res, to je pa res treba povedati, to je služba. To je legit služba, ki lahko vzame 8 ur na dan. Obstajajo tudi programi že, mislim. Ampak ne, tudi če izvzameš to nekdo more bdeti nad tem. Te volje pa ponavadi ni in hkrati še tista zadnja stvar, ki sem jo hotel reči, če se govorimo pa samo o državnih omrežjih, tisto, kar mene potem pri teh stvarih vedno zmoti, je, ker se že spet pretvarjamo, kot da so to neka naraven pojav, v katerem smo se mi znašli in tam nihče ne sedi, ki to dopušča. Zdaj, a ti lahko prideš do Instagrama, do Mete, s kakršnim koli pritožbo? Seveda, da ne. Zakaj je temu tako? Ne vem, ker v teh stvarih se pa ne pogovarjamo in tukaj se potem na tehtnico to da, ker bo mogoče ta debata, se mi zdi, v Ameriki malo bolj naprej, kot je v Evropi, se mi zdi, da tudi v Evropo prihaja. Je pa to, ker je zdaj res že konkreten sentiment, kako regulirati državna omrežja in vse ostalo, ki jih hkrati za sabo potegne, tudi z Marušo se zdaj že odbudajo na to temo naredila, ta preverjanje starosti in vse te zadeve, ki se sicer v vakuumu slišijo super, hkrati pa lahko pomenijo pač še večjo cenzuro, ker jaz ne vidim poti, kjer čim bojo, recimo pa državna mreža za vse odgovorna, kar se pri njih zgodi, bo pa najbrž konec zabave. Mislim, ne vem, kako točno bo to zgledati. Se to ne bo zgodilo, ker bojo zlobirali to, ampak vseeno. Tako da to so tako zelo težke zadeve, mi je pa ta
bom vseeno rekel, malo nastopašta. Poglejte, kaj se je tam zgodilo. Bodimo boljši ljudje, dajemo dobre komentarje. Ja, to je čas za to prometno nesreče. Pejte zbrisati tisto, če je to na vašem profilu. Dajmo tam začeti kot predlog, da pa dajmo biti bolj pozitivni. Ne? Se mi zdi noro. Ne? Se mi zdi prelagati to na ljudi, da bomo mi, zakaj moram jaz biti dober človek na objavi podjetja, ne, pač spletne trgovine. Jaz nisem plačan za to, tam imate plačanega človeka, zato ki ima pa najbrž čist druge vzgibe, da to počne. To meni to ni rešitev. Jaz se strinjam, da je fajn, da smo boljši ljudje, jaz mislim, da je bilo tudi tisto gabno, kar se je zgodilo, ampak zakaj tam noben tega ni brisal, mi je pa misterij. Zato, ker si sam dal odgovor in to je odgovornost. Zato, ker mi, ko smo javni mediji, imamo neke dolžnosti, ne, kot hiše, mi imamo moderacijo na naši spletni strani. Ampak vsakič, ko se pojavi pogovor o tem, da bi ukinili komentarje, se pride do bottom line, da pač je potem manj klikov. To je na spletni strani. Zdaj, večja težava so družbeno mreže, kot recimo Facebook. Zdaj celo Instagram ima nov algoritem, kjer v bistvu spodbuja interakcije. Ne? Torej ne več to, koliko imaš ogledov, ampak več kot komentarjev ali pa sejvov, boljše je. In odgovornost je ta prava zadeva, ker veliko ljudi meni reče, to ni moja odgovornost, to je odgovornost Facebooka. In vem, da je bil en primer, pa upam, da se zdaj ne motim, je bilo na Irskem, kjer je javni servis izgubil tožbo, ko je nekdo tožil, ker niso zbrisali komentarja. To se pravi, mislim, da je bila javni medij, je imel profil in je bilo tam nekaj grozno, ne? In so tožili, mislim, da so takrat, bil to nek precedenčni primer. Ne? Pri nas je zdaj podobno, a smo mi lastniki Facebooka, a sem jaz odgovorna za vse tiste komentarje tam gor, kjer se pišejo, mi to pač naredimo. Mi to naredimo, ker imamo neko odgovornost in ampak recimo, če bi se mogoče ne vedno in real time ali tako naprej. Mora biti pa dovolj ljudi, ki so zaposleni za to. Poznam pa tudi primere ljudi, ki pač rečejo, to ni moja odgovornost. To ni moja, kar pišejo, ni moja odgovornost. Jaz bi vsem, treba se tudi o tem pogovarjati, o moderaciji pri samem sebi, ki pa še enkrat, razumem, terja čas, voljo. Bi pa še nekaj povedala, pa ne vem, če to veste, mogoče ja, mogoče ne, komentarji, ne, obstajajo, pač, ko smo v novinarstvu, ne, obstajajo programi, ki analizirajo komentarje, in potem na podlagi, koliko ima kakšnih komentarjev določena objava, recimo novinarskega prispevka, lahko potem priporoča uredništvu, ali naj to zgodbo delajo naprej in v kakšni smeri. Recimo, ti nekaj objaviš, jutri bo, ne vem, dež in je veliko dobrih komentarjev, nadaljujemo v tej smeri. Skratka, ti emoji so slovensko čustvenčki, teže besede pa ni šlo, so v bistvu spet del nekega marketinga in ti komentarji, ker jih spet nekdo uporablja za analizo, da to prodaja naprej, da veliko komercialnih medijev recimo to uporablja za delanje vsebine naprej. Skratka, kaj je imeti en medij? Saj za vse obstaja program. Za delanje novic, za branje komentarjev in tako naprej. Ja, dobro. Ne vem, če si dobila optimističen zaključek, ki si ga hotela. Kot nikoli. Nikoli ga verjetno ne bom. Zato, ker smo že tam, kar se je toliko časa napovedovalo v naših življenjih. Enkrat bo pa tehnologija posodna. Zdaj pa je. Kar se je na Valu 202 napovedovalo od 2011, takrat je bila prva epizoda Odbite, ta je 501. Hvala vsem za pozornost. Se slišimo, upam, da septembra. Jaz sem impresionirana. Lepo poletje, tudi vam trem. Ja. Čau. Hvala, čau. Čau.